večinoma ohranja, predvsem pa poustvarja ter na različnih prizoriščih predstavlja prvine ljudskega izročila. V svoje nastope, poleg ljudskega plesa, ki zavzema osrednje mesto, vključujejo folklorniki tudi ljudsko pesem ter nekatere šege in navade, ki so z ljudskim plesnim izročilom smiselno povezane. Program izvajajo v kostumih ali nošah, s katerimi skušajo predstavljati način oblačenja ljudi o posameznih dogodkih v preteklosti. V svojih vrstah pa združujejo tudi godce, ki skrbijo za ustrezno poustvarjanje plesnih viž. Tako pravi strokovna literatura o tem, kaj je folklora in kaj folklorniki počno. Kako pa to izgleda v živo, bomo videli, slišali in doživeli nocoj. In prepričana sem, da bomo lahko na koncu srečanja tej strokovni razlagi dodali še marsikatero svojo. Dober večer, ljubitelji plesa in petja. Dobrodošli v zavetju Haloških gričev v Makolah na 37. območnem srečanju odraslih folklornih skupin Godec zagodi, da bomo plesali. V organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Slovenska Bistrica v sodelovanju z občino Makole, prosvetnim društvom Anice Črneve Makole in prostovoljnim gasilskim društvom Makole. Nocoj se nam bo predstavilo 6 folklornih in 1 tamburaška skupina. Kot prvi se nam bodo predstavili tamburaši Kavkler kulturno-umetniškega društva Janko Živko Polčani. Tamburaše vodi Tomaž Kavkler. Izpod njihovih spretnih prstov bomo slišali 2 skladbi. Ljudsko, Pika Poka v priredbi Marjana Dreva in Ne prižigaj luči, prav tako ljudsko v priredbi Mira Kobala. Godec, zagodi, da bomo plesali. Zapiši
folklorniki, ki bodo nocoj nastopili na mapoljskem odru. Folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Kebel. Skupina to leto obeležuje 20. obletnico svojega delovanja in šteje 16 folklornikov. Marsikateri plešejo v skupini že od samega začetka. Plešejo vzhodno in zahodno štajerske ter pohorske plese. V knjigi Ljudska modrost Stanka Preka se o delu na zemlji zvrsti veliko pregovorov na to temo. Če z vami delim le nekatere. Brez setve ni žetve. Kdor se dela boji, slabo živi. Delo hvali mojstra in od rok do ust je dolga pot. Folklorniki iz Keblja nam bodo predstavili odrsko postavitev z naslovom Znal bi rad, ki so jo oblikovali na začetku svoje folklorne poti. Danes nam sejanje, žetev in mlatev ovsa predstavljajo v novi, sveži podobi, s plesi Rašpla, Štajriš in Malender, ob pomoči pesmi Znal bi rad. Vodja skupine in prav tako avtorica odrske postavitve je gospa Milena Pegan. Znal bi rad karkoli kmet je, znal bi rad karkoli kmet je, znal bi rad karkoli kmet je, ove sejejo svoj. Glej tako, takoli kmet je, glej tako, takoli kmet je, glej tako, takoli kmet je. Znal bi rad karkoli kmet je, znal bi rad karkoli kmet je, ovežan jejo svoj. Glej tako, takoli kmet je, glej tako, takoli kmet je, glej tako, takoli kmet je, ovežan jejo svoj. Znal bi rad karkoli kmet je, znal bi rad karkoli kmet je, znal bi rad karkoli kmet je, oves mlatijo svoj. Glej tako, takoli kmet je, glej tako, takoli kmet je, glej tako, takoli kmet je, oves mlatijo svoj.
Skupina folklornikov, ki se nam bo predstavila, je malo drugačna, saj člani zasedbe prihajajo iz dveh različnih folklornih društev. Videli bomo, kaj nastane, ko združijo moči folklorniki kulturnega društva Stefancioza Rogatec in folklorna skupina Izvir Rogaška Slatina. Skupini sta v želji ohranjanja kulturne dediščine, druženja in zabave, sta se odločili, da združite svoje moči, ter tako poskrbeli, da se v njihovih krajih ne bo nehalo plesati. Pozitivna energija obeh skupin se čuti tudi na skupnih vajah, kjer se trudijo svoje korake čim bolje izpiliti. Že stari ljudje so vedeli, da je bolje imeti hudo letino kot hudo sosedinjo in da je dober sosed boljši kot gotov denar, pa da gliha v kup štriha ste tudi zagotovo že slišali. Skupini se nam bosta predstavili z odrsko postavitvijo z naslovom Plesi med Pohorjem in Donačko goro. Zaplesali bodo kurji tajč, rašplo, različne variante zivenšritov, hopserli in šodiš. Avtor odrske postavitve je Marko Avguštin, ki tudi skrbi za strokovni del delovanja obeh skupin.
skupina deluje že 27. leto in v svojem repertoarju zajemajo plese širšega področja Pohorja. Radi so folklorniki, se tako prikazujejo in ohranjajo ne le plese, temveč tudi navade, običaje in igre njihovega predela Pohorja. Zanimivo je, da so nekatere pesmi, značilne za ta del Pohorja, sami zapisali in jih seveda tudi povajajo. Nastopajo na vseh prireditvah v domačem kraju, pa tudi vabilom izven svoje občine se radi odzovejo. Življenje naših prednikov se je precej vrtelo okoli dela, ki so ga opravljali. Našla sem jih še nekaj, ki jih prav gotovo poznate. Vsak začetek je težak. Z dobro voljo začni delo, pa bo lep uspeh imelo. In nič ni težko, kar radi storimo. Tinčani nam v tem duhu predstavljajo košnjo, likov. Videli bomo plese Štajriš, Mlinček, Štajriš Mazurko, Cvajšvit in Tramplan. Pesem, ki jo bodo zapeli, je primerna delu, ki ga upravljajo. Zdaj smo delo dokončali. Uživali pa bomo lahko tudi v igri Kosec kosi. Vodja skupine je Matej Grace, ki je skupaj s Slavico Grace tudi avtor odrske postavitve. Mama! Ja, kaj je, Lenčka, Mi kaj? smo fertik, Ja, vse kaj? vseeno smo spravili v ruš. Kar ne pridejo, kar ne pridejo. Pridite! Pijabite še pa zapojite kako. Zdaj smo delo dokončali, da bi tudi prav sladko spali. Zdaj pa le domov, zdaj pa le domov, vsak na svojo, oj lepoj srco. Dobro jutro, ljubca moja, a skaj sladko spančkala, a skaj spančkala, a skaj sanjala, a skaj mislila nami. Nič prav dobro nisem spala, celo noč sem premišljevala. Meni je dolg čas bilo, meni je dolg čas bilo, ker te 3 noči ni bilo. Meni je dolg čas bilo, meni je dolg čas bilo, ker te 3 noči ni bilo. Gremo za Kosec kosi. Kje pa gremo? Kar je Kosec. Kosec kosi. 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 Gremo, reče Presta. Pa gremo. Kje pa gremo?
skupina kulturno-umetniškega društva Lojze Avžner Zgodna Lužnica je naslednja skupina, ki se bo vrtela na tem odru. V lanskem letu so obeležili 20. obletnico svojega delovanja. Ob tem dogodku so pripravili koncert in prikazali poroko nekoč in običaje povezane z njo. Pomlajena skupina obstaja 5 let in še vedno se jim pridružujejo novi člani. Plešejo štajerske plese, lahkih nog pa se zavrtijo tudi v drugih plesih naše dežele. Ste morda že slišali za tele? Komor se dekle smehlja, tega malo rada ima. Muzika je ključ do ženskega srca. Ali pa začetek ljubezni je sladak, konec pa čisto grenat. Folklorniki iz Lužnice nam predstavljajo odrsko postavitev z naslovom Jaz sem sirota. Zaplesali bodo Štajriš, Mašerjanko, Ziben Šrit in Kosmatača. Slišali bomo pesem Le pridi, fantič moj, ki bo le še dodala piko na i nagajivim in ljubezenskim plesom. Avtor odrske postavitve je Andrej Flis, ki je skupaj z Mojco Motaln tudi vodja skupine. Se res prav sladko spi, ko sonce doli zajde, se nagel razcveti. Pod tvojim okencem že travca zeleni, kdo jo bo pokosil, k nobenega fanta ni.
danes predstavlja. Praznovali so že zavidljivih 35 let delovanja. Ponosni so tudi na priznanje Štefana Romiha, ki so ga prejeli v preteklem letu, in na občinsko priznanje občine Poljčane za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture. V repertoarju zajemajo izvirne plese Dravinjskih goric. Ljudska modrost pozna tudi pregovore o vojni in junaštvu. V miru pokopavajo otroci starše, v vojni pa starši otroke. Napad je najboljša obramba. Kdor nima junaškega srca, mora imeti pete. Folklorniki iz Poljčan nam bodo predstavili odrsko postavitev Štelunga, kjer so združili plese Štajriš, Gočovski tramplan, Alti valček in Cvajšvit, da bi nam prikazali vaško slavje za bodoče vojake. Temu primerna je tudi pesem Vojska francozovska. Vodja skupine je Marko Avguštin, ki je skupaj z Brankom Fuchsom oblikoval odrsko postavitev. Vojska francozovska, vojska po polju gre, vojska francozovska, vojska francozovska. Spredi gre mlad kaprol, vzadi gre fantič moj. Spredi gre mlad kaprol, vzadi gre fantič moj. Vzadi gre fantič moj. Moj fant se izmed vseh spozna, lep zelen pušelc ima. Moj fant se izmed vseh spozna, lep zelen pušelc ima. Lep zelen pušelc ima. Krogelca prileti, fantič moj obleži. Krogelca prileti, fantič moj obleži. Fantič moj obleži. Štelunga! Sprejet! Sprejet! Kastuni! Kompanija! Kaj narati? Naprej! 1, 2, 3, rit nazaj! 1, 2, 3, rit nazaj! 1, 2, 3, rit nazaj! 1, 2, 3, rit nazaj!
predstavljajo domačini, folklorna skupina prosvetnega društva Anice Černejeve Makole. Skupina deluje že 32 leto in nastopa oblečena v štajersko praznično nošo iz konca 19. in začetka 20. stoletja iz Makol in okolice. Skupina pleše štajerske plese in s ponosom ohranja običaje in navade domačega kraja. Tudi o poroki so imeli naši predniki marsikaj povedati. Zakonska zveza je kot z medom namazan križ. Med se poje, križ pa ostane. Dota gre po potu, vrag ostane v kotu. In ženi se tam, kjer boš imel klobuk obesit kam. Makolčani nam predstavljajo bojenje svatov, kjer bodo prikazani drugi dan gostije, ki je včasih trajala vsaj 2 dni. Zaplesali bodo konjski ples, šutiš, rašplo in polko. In s temi plesi pospremili ta mlada dva v nov dom. Vodja skupine in tudi avtor odrske postavitve je Franc Kleda. Ja si se le zvlejko. Ja, kome. Kaj? Kaj smo zdaj vsi? Te pa lahko gremo svate voditi.
odigrale svoje odrske postavitve. Srečanje počasi prihaja k koncu, a čaka nas še podelitev priznanj za sodelovanje. Zato na oder vabim gospo Heleno Kolar, predsednico Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Slovenska Bistrica, ki bo podelila priznanja vsem vodjem sodelujočih skupin. Na oder vabim Tomaža Kauflerja, vodjo tamburašev Kaufler kulturno-umetniškega društva Janko Živko Poljčane. Mileno Pegan, vodjo folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Kebel. Marka Avguština, vodjo folklornih skupin kulturnega društva Anton Stefancioza Rogatec in Izviro Rogaška Slatina. Mateja Graceja, vodjo folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Tinije. Mojco Motal in Andreja Flisa, vodji folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Lojze Avžler Zgornja Lužnica. Avguština, vodjo folklorne skupine folklornega društva Košuta Poljčane. In Franca Skedarja, vodjo folklorne skupine prosvetnega društva Anice Černejeve Makole. Sedaj pa besedo predajam gospe Heleni Kolar, predsednici Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Slovenska Bistrica. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim vas, spoštovani obiskovalci, in seveda vas, dragi folklorniki, v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Slovenska Bistrica. Za nami je vesela in poskočna prireditev. Srečanja folklornih skupin si drugače niti zamisliti ne moremo, saj folklorni ples težko povezujemo z žalostjo. Lepo je bilo. Vsem skupinam želim, da bi našli še veliko lepega in navdušujočega iz naše preteklosti in vse to oživljali in ohranjali za prihodnje rodove in da bi v svoje vrste zvabili veliko novih plesalcev in godcev. Hvala za vaše prizadevanja. Želimo pa se zahvaliti tudi vsem, ki so skladu pomagali, da je vse steklo tako, kot je treba. Hvala občini Makole, ki nam je omogočila brezplačno objavo prireditve na Štajerskem valu in natisnila zajeten kupček programskih listkov. Prosim podžupanjo občine Makole, gospo Štefko Skedar, da se mi pridruži na odru. Hvala članom prosvetnega društva Anice Černejeve Makole in njihovemu predsedniku Viljemu Meseriču za vso pomoč. Prosim, gospod predsednik, kje se skriva? Ga ni?
Lahko kar izročim vodji folklorne skupine. Brez gasilcev v Makolah ne gre. Vedno so pripravljeni pomagati. Letos so nam brezplačno odstopili svoje prostore in posodili mize in klopi. Prosim predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Makole, gospoda Draga Babška, da v imenu društva prejme skromno zahvalo. Hvala tudi naši povezovalki Saši Pušaver, ki je odrske postavitve folklornikov iskrivo povezala z ljudsko modrostjo. Hvala pa tudi vam, spoštovano občinstvo, da ste prišli med nas. Upam, da ste začutili lepoto naše kulturne dediščine, ki je v prizadevanjih folklornikov zelena in cvetoča kot majski dnevi. Z vami bi rada delila besede naših folklornih skupin. Biti folklornik je čast, poslanstvo, saj je ohranjanje ljudskega izročila, pa naj to ples, pesem, igra, oblačilo, predmet, največje bogastvo, ki ga narod ima. S svojimi nastopi ohranimo plese, navade in pesmi, ter skrbimo, da kulturna dediščina naših krajev ne bo pozabljena. In po vsem, kar smo danes videli in slišali, jim lahko še enkrat močno zaploskamo. In če sem ves čas omenjala razne ljudske pregovore, izreke in misli, naj dodam še eno, ki pa je nastala v današnjem času izpod peresa makovske mladinke. Ljudske pesmi in plesi odkrivajo modrost, bridkost in rado življenja. Dragi folklorniki, dragi obiskovalci, naj bodo vaše melodije, pesmi in plesni koraki razigrani, nagajivi, poskočni, povezljivi, iskrivi. Pa lahko noč.